V Avstraliji sta v razredu umrla dva 8-letna fanta in trije njuni sošolci so bili poškodovani, ko se je v njihovo učilnico zapeljal avtomobil. Vozilo se je zapeljalo skozi leseno steno učilnice v času, ko je imelo 24 učencev pouk in jih je poučevala njihova učiteljica. 5 otrok so prepeljali v bolnišnico, med njimi tudi 2 dečka, ki sta izgubila življenje. 3 otroci so v resnem, vendar zaenkrat stabilnem stanju. V razred se je zapeljala 52-letna voznica, ki v nesreči ni bila poškodovana, vendar je bila prepeljana v bolnišnico na odvzem krvi in urina. Starodavno mesto Hoi An v Vietnamu je poplavljeno. Po uradnih podatkih naj bi število žrtev naraslo na 69. Uničeni domovi, poplavljene ulice in zaskrbljeni obrazi prebivalcev kažejo na težke in nevzdržne razmere, ki vladajo na tem koncu sveta. Vietnam naj bi gostil vrh azijsko-pacifiškega sodelovanja. Srečanje naj bi potekalo 10. novembra. Med povabljenimi so ameriški predsednik Donald Trump, kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin. Kljub naravni katastrofi srečanje ne bo odpovedano. Združene države Amerike bodo januarja 2019 ukinile poseben status za 5300 migrantov iz Nikaragve. Status jih je ščitil pred deportacijo. Uradniki ameriškega predsednika Trumpa so rekli, da bodo 86 000 priseljencem iz Hondurasa podaljšali status za 6 mesecev in sicer do julija 2018. Hkrati pa so povedali, da pa lahko status ukinejo namesto, da bi ga podaljšali. Odločitev o ukinitvi statusa pomeni korak bližje izpolnjevanju Trumpove obljube, da bo omejil priseljevanje. Na salvadorski obali so odkrili na stotine ogroženih morskih želv, ki so mrtve plavale na vodi. Skupina preiskovalcev se je odpravila na morje, da bi odkrila vzrok tako velikega pogina želv. Preiskovalci so vzeli vzorce za nadaljne laboratorijske preiskave. Leta 2013 se je zgodil podoben primer in po raziskavi so ugotovili, da so bile vzrok za velik pogin želv krive strupene alge, ki so jih uživale morske želve.